Kaj pa to, da smo v finalu? To je to. Evo ga, pa ga imamo, finale Luke Dončića, finale Dallasa, nekaj, kar smo lahko samo upali, pa niti slučajno si predstavljali pred samim začetkom NBA sezone. Ker tist, ki je tole upal napovedati, svaka ti čas, majstore, mislim, da ti ne bi verjel. Zdaj pa smo tukaj v realnosti, Dallas je tukaj, Boston je tukaj, udarili se bosta dve najboljši ekipi zahodne oziroma vzhodne konference, tako je naneslo, mislim, da obe ekipi popolnoma zasluženo. No. Mislim, jaz sem navdušen. Kako naj bom navdušen? Zdravo, Stela. Lahko? Lahko? Ok, hvala. Jaz sem navdušen, kako ne bi bil. Mislim, kot mali otrok si sanjal, da boš se vstal sredi noči pa gledal tisti NBA, stiskal pesti za svojo ekipo. Ne samo to, da bomo to znova doživeli bomo to, da bomo stiskali pesti za Slovenca. Tudi to se je že zgodilo prej, Vujačić, Udrih, Nesterović, ampak niti blizu, niti približno s takšno vlogo, kot jo ima v tem trenutku Luka Dončić v svoji ekipi. Še ameriški analitiki se obrnili ploščo in priznavajo v en glas, da gre za verjetno trenutno najboljšega igralca v ligi, oziroma vsaj drugega, še Jokića vedno v to kategorijo dajo in nimam nobene težave s tem. Meni je pač neverjetno, kako oni obrnejo ploščo. Prej ga ni bilo, prej ga niso povohali, da ne govorim, da so ga za nalašč podcenjevali, za nalašč ga niso dali med najboljše, ker je pač že enostavno bilo preveč neameriških košarkarjev. Vmes se je zgodila tale, ne gonja, ne vem, zakaj sem hotel reči gonja, ampak tole pucanje naprej Anthonyja Edwardsa, kao novi Jordan. Da nekoliko spominja po načinu igranja na slovitega Michaela Jordana. Pa mislim, da se je tale Michael Jordan zdaj totalno skril, ko mu je nasproti stal Billy Jordan. Ne vem, mislim, Luka igra fantastično. Mislim, dajmo še enkrat za kup vzeti, da fant igra poškodovan. Fant krvavi vsako tekmo iz kolena, z gležnjo ima težave, padal je vmes na hrbet, dobil neštet komolcev, ni da ni, fant igra odlično in je prvi samo malo, tale seznam je dolg, v točkah, skokih, ima vsem. A ste videli to statistiko? Dončić je v vseh prednjačih kategorijah praktično, kar je možno. Govorim ne o ekipi, govorim o play-offu. To je fantastično, mislim. Kaj bi bilo, če je bil Luka zdrav? Mislim, to se lahko vprašujem, niti ni toliko pomembno, ampak če že zdaj tako hara dobesedno, kaj bi bilo pol? Ok, konec šale, gremo na Boston. Tole bo zdaj malo drugače, kot so bile te ekipe. Moje osebno mnenje je, da je Dallas dal do tega trenutka neprimerno težje ekipe skozi kot Boston na drugi strani. Začeli si z LA Clippersi, nadaljevali z Oklahomo, prvo po rednem delu, in zdaj Minnesota. Minnesota, ki je bila aktualne prvake, Denver. Mislim, na drugi strani smo imeli, kaj zdaj Indiana, na koncu je 4-0 padla. Pa je bil Haliburton celo poškodovan. Mislim, ne da se primerjati, po mojem mnenju, pot Bostona do finala in pa Dallasa. Jasona Kidda sem toliko kritiziral na svojem kanalu v preteklosti, ampak še enkrat, kar se pa tiče končnice, kar se tiče njegovega načrta za igro oziroma njegove strokovne ekipe, kaj pa dol, brez večjih napak, tu pa tam mogoče bi kakšno stvar drugače urgiral, ampak to ni nič, to je minimalno. Navdušen zaenkrat nad tem, kako vodi svojo ekipo, moramo priznati ta kredit, absolutno. Če sem ga prej igrajal, se mi zdi še vedno upravičeno, zakaj ga ne bi zdaj pohvalil, ko je to potrebno. Zato, ker tako kot vodi svojo ekipo v tem trenutku, poudarjam, s strokovnim štabom, mislim, odlično, fenomenalno. Skladje, se pravi Dončić, Kidd, odlično. Poiskal je še potem funkcije s tem ostalim delavcem v ekipi, PJ Washington, Jones, centra, do centra še prijem, do Lavilja še prijem, to moram posebej izpostaviti.
v glavnem navdušen. Irving sodeluje, zdaj sta mogoče celo nekoliko obrnila določene zadeve Luka in Kyrie. Luka še vedno daje na plin v prvi četrtini, zadnjo srečanje proti Minnesoti 20 točk, fenomenalno. Pa da Irving potem svoje doda v nadaljevanju, vmesta celo malo obrnila, ampak nema veze, končni rezultat je tisti, ki nas zanima in tisti, ki je glavni, zmaga. Na drugi strani Boston, zanimivo, to bo drugačno srečanje. Oni nimajo tako visoke ekipe, čeprav vrača se Porzingis, to bo zanimivo, Porzingis proti Dallasu v finalu. Ta bo dobra. V glavnem oni so bolj small ball, kot temu reče Američani. Oni imajo Derek White na zunanjih položajih, Jason Tatum, Jrue Holiday, Brown. Tako, to so strašansko dobri zunanji igralci z odličnim metom za tri, hkrati pa vsi omenjeni znajo igrati obrambo, ampak res dobro obrambo. Tako da oni so res na obeh koncih izredno dobro pokriti, res verjamem, da je to najboljša možna ekipa, ki se je lahko dalo zoperstaviti v finalu, da ne govorim spodaj pod košom, Al Horford, pač center, igra isto, odlično obrambo. Mislim, da je bila eno srečanje v končnici, ko jim je vrgel 12 trojk v eni tekmi, pa jih je metal porazno, mislim, da je 2 ali 3 zadev. Mislim, če bi slučajno to dosegel Dallas, kot je recimo proti Minnesoti, ker Minnesota, vse vemo, Gobert, Towns, Reed, strašanska spodnja linija, in smo jih, mislim, da na prvem srečanju prisilili v 46 trojk, pa so isto katastrofalno metali. Bomo videli, kako bo to. Pač vcepil je Dallas svoj način igre takrat tudi Minnesoti in je uspelo. Če bi zdaj tole uspeli Bostonu, nekako verjamem, da jim bo to uspelo. Če je Kid pa strokovnjaki od zadaj, če so to celo končnico delali, ma ni vrag, da jim bo to uspelo še proti Bostonu. Spet, prvi 2 srečanji tam, nadaljuje se v Dallasu, potem v ustaljenem ritmu 2-2-1-1-1. A ste videli ceno vstopnic? Kaj ste malo nori? Mislim, pod $800 ne dobiš, Pa to je gor na vrhu, Tako za malo za intermeco. Dobro, da se vrnem na to, kaj sem govoril prej, na centrsko linijo Dallasa. Zdaj Gafford se že malo prebuja, malo več se ga tudi upelo v igro z raznimi alley-oopi, medtem ko Derek Lively, Derek Lively, 20 let mlač fant. Če kdo morda ne ve, pa sem skoraj prepričan, da vas 95% to ve, je, mislim, da pri 7 letih izgubil očeta, kakšen mesec dni nazaj pa mamo. Tako da pri 20 letih, če tako rečem, je sirota, Ampak zdaj je zamoten s košarko. In kako se on s tem spopada? A veste, da je imel zdaj v zadnji seriji 100% met? Eno je spustil tekmo zaradi tistega udarca v koleno, s kolenom v glavo, ampak pol je nadaljeval, mislim, kaj pričakovati od Rukija? Da ne govorim, kakšno obrambo igra človek na visokih igralcih. Razširi prostor, dela blokade, lovi žoge nad obročem. Takšnega Rukija. Da ne govorimo o front officeu, o Niku Harrisonu in ostalih, ki so zaslužni, da so PJ Washingtona pa Gafforda pripeljali v Dallas, Ste vi videli, kako je to pomembno? Na drugi strani, pa imaš Granta Williamsa, ki je pa največji osmoljenec tega finala. Zakaj? Zato, ker je bil predtem pri Bostonu, nadaljeval pri Dallasu, zdaj pa pri Charlotteu. Bogi reveš, Ne smili se mi toliko, koliko sem slišal na drugi strani, da je bil velik razdor v ekipi ravno zaradi tega igralca. Hkrati potem nekoliko grdo govoril oziroma puščice operi proti našemu Luki v enim izmed prvih intervjujev v Charlotteu, tako da malo je tukaj svojo kašo zakuhal sam. Evo, kot sem že prej govoril o ameriški analitiki, da se še to dotaknem, v en glas, zdaj kako je Luka v redu, kako sta se Kyrie in Luka našla, kako je to zanimivo, če bi pol leta nazaj prevrteli zadevo, kako je to bilo obratno. V bistvu sploh ni bilo v spektrumu, Dallasa oziroma Luke, ali pa če je že bil, je bil v popolnoma drugi luči.
popolnoma drugi kategoriji. Ne. Absolutno nihče jih ni kategoriziral kot kakršne koli favorite. Ne. Da se ne menim, da bi lahko na močnem zahodu sploh povohali finale. Ne. Glejte ga zlomka zdaj. Ne. Se ne rečem, da sem jaz bil nek absoluten optimist. Sem pa pač upal, glede na to, kakšna sezona je za Luko, koliko je imel poškodovane soigralce in kako se je on spopadal čez vse to, čez celotno leto, ja, upal pa sem. Ne. Jaz pa kot večni optimist sem tudi pogledoval daleč končnico. Nikoli nisem rekel, da bom prišli v finale, ni mi prišlo na kraj pameti, ampak glejte. Ja. Bo to nekaj za NBA finale, bo zanimivo za vse fane, Porzingis proti Dallasu, Kyrie Irving proti Bostonu. Se spomnite, ko je Kyrie Irving nazadnje, v času Brooklyna, ne, po parketu, ne, po logotipu Bostona, ne, nazadnje. Jaz mislim, da od takrat dalje še Irving ni zmagal v Bostonu, ne, to če za koga vraževernega predstavlja težavo, vam povem, da finale je druga zgodba. Takrat se vse pozabi, to se vse briše, ne? To je dejstvo. To bo čist neka druga bitka. Ne? Pa mogoče za koga druga, Tatum proti Dončiću. Ne verjamem, da se bosta ta dva krila, ker verjamem, da se bosta malo šparala za napadalni del, ampak kdorkoli bo kril Luko, pa verjamem, da se bojo izmenovali, pa se Luka najde rešitve. Komaj čakam, da bo petek, resnično, že nestrpno čakam, da lahko tole gledamo in pol si pa sledijo tekme na 3 dni, ne bo tako kot je bilo prej na 2 dni, ampak bo še dan več počitka, ker mislim, da je prav, ker tale tempo bil je neverjeten. Hvala Bogu je Dallas hitro zaključil s to serijo proti Minnesoti, da ni toliko počitka zgubil, imel bo teden dni za pripravo ali regeneracijo, kakorkoli hočete, tako da to bo v redu, ne. V redu, vaša pričakovanja spodaj v komentarju, vabljeni k komentiranju seveda. 4-2 za Dallas, če vprašate mene. Mislim, želel bi si, no, absolutno. Če že gremo v finale, če smo že do tu, gremo do konca, gremo do zmage. Vse, kar bi bilo pa okoli 4-2, pa daj 4-3, za Dallas nema veze, vse vzamemo. Luka MVP, ajde. To je to. Ja nič, hvala lepa, da me spremljate, Gregor, kot ponavadi, z vami na Greg Sportu. Če ste tukaj vnovič ali celo prvič, vabljeni, da se naročite na moj kanal za podobne analize, saj veste, highlights, reakcije po srečanjih so zelo gledane, no, tako da tole najdete na mojem kanalu. To je to, do naslednjič, Gregor sem bil z vami, upam, da se naslednji slišimo, ko bo že 1-0 za Dallas, ne, ali pa 2-0, kakorkoli. Pa bomo videli, kako je to, ne, ajde Luka, ajde Dallas!